Hvaležno pozdravljeni. Veste, kako zanimivo je, ko potuješ v tiste malce bolj arabske države in vidiš, kako te ženske gledajo in kako te občudujejo zaradi svetle in enakomerne polti. In tam ni da ni, kaj vse dajo nase in vase, zato da bi dejansko imele lepo kožo. In spomnim se, ko sem bila v, Abu Dhabiju, ena od teh emiratskih držav, kjer sem bila in pridem v lekarno in vidim celo vrsto takih in drugačnih izdelkov, zato da si ženske pravzaprav te madeže, pege in vse ostalo, da si naredijo enakomerno polt. In zanimivo, na eno izmed teh kremic, ki je sicer primarno iz Anglije, sem naletela tudi v Sloveniji in danes bomo govorili ravno o teh madežih, pigmentih, različnih lisah in tudi pegah na obrazu, ki so meni osebno zelo prisrčne. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Tudi sami ste verjetno kdaj že to doživeli, ne? Kako občudujejo kožo naš belcev enakomerno in vse ostalo. Niso ravno ponosni, ne? Na to, da so taki bolj čokoladni. No, tisti, ki so čokoladni, pač so takšni, kot so, ampak zanimivo je, da recimo v azijskih državah ali pa v arabskih državah ženske ekstremno pozornost posvečajo negovanju koži, zato da ohranja svojo svežino, da ohranjajo svetlo polt. Seveda, zaradi tega se prekrivajo preko lica. Ne nazadnje, če pogledate v Ljubljani japonske turiste, vse Japonce prepoznate po teh čudovitih klobučkih, ki jih imajo gospe z širokimi krajci, ravno zaradi tega, da se varujejo sonca, kajti pri njih velja, da sveža koža je zdrava koža. In to smo pri nas zelo zanemarili, zlasti mnogo let nazaj ali pa nekaj desetletij nazaj, ko smo se pražili do nezavesti in koža nam to zameri. Predvsem pa si zapomni, ne? Sončni žarki se seštevajo. Tisto, kar smo mi dobili od prvega izpostavljanja soncu, ko so nas mame dale v vozičku na prvo spomladansko sonce, do zadnjega žarka, to je vse sešteto in koža nam to zelo zameri in sonce je tisto, ki zelo pospešuje staranje. No, ampak zmernost še vedno se mi zdi, da je bolj pomembna, kakor zdaj paničariti z nekimi ne vem kakšnimi zaščitnimi faktorji, ker študije pa vseeno imamo, da ljudje, ki bolj uporabljajo kreme proti sončenjem, imajo višji odstotek raka na koži. Ja, tega podatka ne poznam, zato se o tem ne morem pogovarjati, ne smem, ampak jaz mislim, tako kot pravite, zmernost je lepa čednost, ne nazadnje tudi v tem, kako obravnavamo svojo kožo, vsekakor pa čim bolj na posrednem sončenju, se pravi, deloma v senci, deloma čim manj na soncu, kakšen klobuček, kakšno zaščitno oblačilo, ne pretiravati s tem, ampak resnično paziti se, če smo že srečni za to, da imamo rahlo obarvano kožo, da nismo popolnoma bledikavi, potem bomo dobili najlepšo kožo, najlepšo barvo, kadar bomo v senci. Kadar bomo v senci? Da. Ker sonce pride tudi skozi senco. Se pravi, drugače pa klobuk na glavo. Tako. Ok, si bom zapomnil. Pa vendarle, kakšen zaščitni faktor tudi pravi. Zaščitni faktor vidim, da večina, oziroma kar nekaj krem, tistih naravnih negovalnih, kot je tudi tale Fade Out, ki jo imava danes tukaj, dajo kar zaščitni faktor že v kremo noter. Tako je, ja. Tole je zaščitni faktor, je pa poudarek pri kremah Fade Out ravno v bledilnem učinku, oziroma kadar je koža prizadeta z neenakomerno obarvanostjo, ki nastane zaradi sončenja pretiranega, zaradi izpostavljanja v solarijem, ne nazadnje, zaradi hormonskih sprememb, kot so ne nazadnje nosečnost, uživanje hormonskih tablet, zlasti kontracepcijske ali kakšne druge, ne nazadnje tudi uživanje kakšnih drugih zdravil,
pa seveda potem, ko se začne aging, tam nekje po 50. letu, ko opazijo to ženske in moški in na rokah in potem na čelu, na nosu, na licu ali kje drugje, takrat je znak, da se melanin oziroma pigment, ki je praviloma enakomerno razporejen v našem podkožju, se začne koncentrirati in potem izbije v obliki teh lis, ki so v bistvu moteče in jih praviloma ne maramo. Se pravi, to so tiste lise in pa tudi starostni madeži, ki se kakšni začnejo delati. Tako je. Ja, zelo pogosto torej praviloma se to pojavi pri starih ljudeh, bolj so stari, več imajo teh lis, ki so seveda spremljevalni popotnik tega staranja, ampak bolj moteče so pa te lise resnično pri mladih ljudeh, zlasti pri ženskah. Zanimivo je, da smo ženske dosti bolj nagnjene, k moškega boste težko videli ali pa zelo redko mlajšega ali srednjih let z lisami, medtem ko ženske pa precej pogosto. Zlasti se to pojavi, kot sem rekla prej, zaradi prisotnosti hormonskih tablet oziroma kontracepcijskih tablet, ki praktično ponaredijo nosečnostno stanje, in kadar se ženska izpostavi soncu, takrat pride do teh lis, katere so ekstremno zoprne in dolgotrajne in jih težko odpravimo oziroma počasi odpravimo. Po zimi zbledijo, poleti se 15 minut nastavite na prvo marčevsko sonce, ste takšna, da ni zapovedati. Potem je to seveda tudi zaradi siceršnjega izpostavljanja soncu, zlasti recimo v solarijih, ki so bili do pred nedavnim še ekstremno popularni. Bolj so zdravniki opozarjali ne hoditi v solarije, oni imajo alfa žarke, ki kožo rapidno starajo, toliko bolj so se izpostavljali, ker so hoteli biti obarvani. In sčasoma se koža upre in nas potem kaznuje s slabim videzom. V bistvu starost vpraša, kaj je počela mladost. Točno. No, ampak ali lahko te madeže, te lise, to neenakomerno pigmentacijo, ali jo lahko preprečimo? Lahko jo preprečimo, lahko tudi odpravimo. Pred leti, naprimer, če pred 20 leti pri nas ni bilo primernega izdelka in resnično so si ženske te madeže prekrivale z večjo količino pudrov ali pa se enostavno predale temu, da bodo imele kožo lisasto. Z pojavom fade-out kreme v lekarnah slovenskih se pa ta potreba po teh kremah v bistvu še povečala, ravno zaradi tega, ker ti človeka opozoriš na problem. On se je s tem problemom že bojeval nekaj časa oziroma ženska, ampak ni vedela, kako si zdaj pomagati. In ko je prišla do te kreme, je pa videla rešitev. Se pravi, nagnjenost k k tem sončnim madežem lahko preprečimo, ampak mi ne vemo, da jih bomo imeli. Predvsem se pojavi potreba po teh kremah takrat, ko je že. Se pravi, lahko sežemo po tej kremi, ki bo po mesecu, slabih 2, izbrisala te madeže in hkrati preprečila, da bodo nastali novi. Prejšnji izdelek pod tem imenom je bil brez zaščitnega faktorja, zato se je priporočalo seveda uporaba sončnih faktorjev po nanosu same kreme. Sedaj je ta problematika rešena s prisotnostjo 15 faktorja. Tukaj lahko vidimo, recimo, imava tele kremce, ki jih imava na mizi, imajo 15 pa 25 faktor. Po vašem mnenju, kateri faktor je najbolj optimalen za kožo na obrazu, ki je koža na obrazu je malo drugačna, kot povsod drugod, pa vrat spada pod obraz, ne? Ja, zdaj, tukaj so mnenja dermatologov zelo različna, in seveda je to odvisno od samega tipa človeka. Mi poznamo izrazite blondince, poznamo keltski tip, poznamo srednjeevropski tip, poznamo sredozemski tip človeka, poznamo temnopolte, kot so Afrika in dalje. Se pravi, jaz mislim, da je predvsem
tukaj na tip kože se je potrebno ozirati, kolikor mi tega rabimo oziroma koliko smo mi odporni. Jaz sem sama še vedno zagovornica, pa če mi da kakšen strokovnjak prav ali ne, na obraz 50. Aha. Jaz osebno. Seveda je pa to svobodna izbira vsakega posameznika, a ne? Jaz mislim, da ja, preko, poglejte, vas sonce prime tudi, ko greste po ulici. Ko posedite na kavici, vi se sploh ne zavedate, koliko sonca nas poboža v nekaj urah na dan. In seveda je potrebna zaščita zjutraj, predno greste iz hiše, enako kot če ste na dopustu, pa se greste sončnita plaža. Samo tole ljudje malo pozabljajo. Mislijo, da rabijo zaščitne kreme samo takrat, kadar grejo na dopust, ne? Ampak jaz mislim, da bi to morali imeti v redni uporabi, zato so te kreme zelo primerne, ker imajo same po sebi narejen, torej vsebujejo faktor in takrat potem ni potrebno razmišljati o dodatnih zaščitnih kremah, ne. Seveda sta pa tukaj dve kremi, ki imata isto bledilno učinkovino oziroma iste bledilne učinkovine s pripadajočo formulo, s to razliko, da je... Ampak kaj recimo, kaj vsebujejo nasploh te kreme, ki izravnavajo, ki imajo ta bledilni učinek? Meni se to ne zdi nič naravnega, no? Mislim, agresivno se mi zdi. Deloma imate prav, pred leti je bilo v teh bledilnih količinah je bila prisotnost tako imenovanega hidrokinona. To je bila ena kemijska sestavina, ki je ekstremno učinkovito delovala na odpravljanje teh madežev. So pa kasneje v Evropski skupnosti to sestavino prepovedali, zato je morala zapustiti kozmetične te izdelke. So pa v teh laboratorijih za fade out nadomestili hidrokinon z naravnimi učinkovinami, s kombinacijo naravnih učinkovin, ki so prvenstveno korenina sladiča, listje bele murve in citronska kislina. In idealna kombinacija teh treh sestavin, seveda po njihovem postopku, je bledilna formula, katera pomaga izbrisati te madeže oziroma jih pobledeti. Hkrati pa zadržuje učinek, ne. Naprimer, če boste vi to ponudili neki gospe, ki zelo skrbi za svojo zunanjost, ima pa problem z lisami na rokah zaradi pač prisotnosti nekaterih let, lahko ona, če bo začela prej uporabljati to, bo zadržala svoje stanje in ne bodo nastale pege. Če jo bo pa starost prehitela, jih bo pa začela odpravljati, jih bo pa prav gotovo vsaj večjo količino pobledila, ne. Isto velja tudi za kožo na obrazu. Lahko torej tudi po rokah. Tako. Bolje prej kot kasneje, ne. Se pravi, tiste osebe, ki so nagnjene k nastajanju madežev, naj začnejo uporabljati te kreme prej, pred poletno sezono, recimo predno shodijo na sonce, in pa seveda, kadar je pač prisotnost let, pa stalno, ne? Tisto pa res stalno. Kako je z vsemi temi kremami, ki jih ljudje uporabljajo, pa za okrog oči, pa za zvečer, pa za dopoldan, pa za popoldan? Ne vem, meni je to malce pretirano vse skupaj, potrošniško pa verjamem, da zelo dobičkonosno. Zdaj, eni proizvajalci deklarirajo noč dan, eni proizvajalci se temu izogibajo, pravi, da je univerzalna krema, se pravi za noč dan, najbolj enaka. To so različni pristopi. O tem je težko soditi. Jaz bi rekla, da je to bolj stvar mogoče marketinga ali pa nenazadnje tudi odločitve posameznice oziroma posameznika, ki se bo odločil za takšno nego. Jaz mislim, da je predvsem pametno, da sežemo po tistih izdelkih, ki
sedejo na našo kožo, da se naša koža počuti dobro z uporabo teh izdelkov, da pridejo v stanje, ki je boljše, kot je bilo prejšnje, in to je po mojem namen. Kar je prednost teh Fade Out krem je to, da so poleg belilnega učinka so vse tiste dobre sestavine, ki so namenjene vlaženju kože, hranjenju kože, zato da se ne postara prehitro, da se zadrži vlaga, nadgrajene pa seveda s tem faktorjem 15 in 25 pri modri kremi, zato da je naša koža čim bolje zaščitena. Parabeni so izključeni iz igre, ne? Parabeni so izključeni, dejansko so to izdelki, ki so čim boljši približek neki naravni negi, neki naravni zahtevi naše kože, da se da ne bi prišlo do kakšnih motenj, kakšnih alergij ali česa podobnega, kajti takrat, ko pride do nekega stanja, ko mi dobimo na kožo, potem se tega zelo težko rešimo, bi rekla, ne? Ker danes smo v času, kjer ima ogromno ljudi alergije, celo na sonce dejansko se izpuščaji hitro pojavijo. Seveda, ne? Jaz mislim, da je to trend, način življenja. Ljudje so polni različnih sestavin, od tega, kar pojedo, do tega, kar dajo nase. Ne nazadnje tudi oblačila nosijo seboj alergene, a ne? In če smo kolikor toliko zmerni, pa vse skupaj po pameti, bi rekla, da tudi alergije ne bomo dobili, ker veste kaj, moje osebno prepričanje je, da človek prej ko slej postane alergičen na karkoli, če bo skozi govoril, lahko postanem alergičen. Če ti sploh ne pomisliš, da boš postal na karkoli alergičen, mislim, da je dosti manjša verjetnost, da se to zgodi. Jutro je tisti najboljši čas, se pravi, ker zaščitni faktor, ki je med drugim tudi v teh kremah za belenje, ponavadi ljudje tudi tako, ne, namažejo se s kremo za zaščitnim faktorjem in grejo takoj na sonce. Ti kreme rabijo nekaj časa, da začnejo delovati? Ja, verjetno, seveda nekaj časa rabijo. Dobro je, da se koža navadi na izdelek, da se dobro vpije, a ne. Je pa zanimivo, da pred leti mi je rekel en dermatolog, je rekel, veste kaj, zaščitite svojo kožo tudi dodatno mehansko s pudrom. Kakršenkoli puder. Zanimivo, ne? Zanimivo. Ker jaz osebno pudra polet pa sploh ne. Ja, sej odvisno je, kaj koži paše, ne? Ampak jaz sem sama pri sebi ugotovila, da resnično je, ker puder je mehanska zaščita, ne? In čim imate vi eno plast neke zaščite gor, bo koža nekoliko bolj manj izpostavljena. Ampak hkrati tudi obremenjena in obtežena. Zato je pa treba redno čiščenje. Če imajo ljudje lise, madeže in tako naprej, po koliko tednih lahko pričakujejo z redno uporabo in da na takšen način skrbijo za svojo kožo, kakor sva govorili midve danes, v koliko časa lahko pričakujejo? Klinični testi dokazujejo učinek v 4 tednih. Seveda smo ljudje različni, naše kože so različne. Jaz bi rekla, dajmo možnost 4 do 8 tednov za učinke, a ne po 8 tednih sigurno. Res pa je, da z ozirom na to, da so to izdelki, ki imajo normalna negovalna sredstva, kvalitetna negovalna sredstva, bo prav, da prizadeta koža zaradi madežev lahko uporabimo v stalno nego, brez drugih dodatnih krem. Se pravi, imamo samo to kot osnovo. Lahko. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste nam jih posredovali in da ste nas popeljali tudi v ta. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepet-ob-kavi.si. Naj vam bo svet lep.